Od kakovosti, zaupnosti, trdnosti odnosa med bolnikom in zdravnikom, pa tudi celotnim zdravstvenim timom, je odvisno, kakšna bo uspešnost zdravljenja, kakšni bodo njeni učinki, kako dolgotrajni bodo. Zato me zanima, kakšna je vaša osebna izkušnja, kako ste šli po poti zdravljenja, kdo vam je bil pri tem v največjo oporo in na kaj bi morda posebej opozorili? Ja, moja izkušnja s poznavanjem te bolezni, ki me je doletela, sega nekje 6 let nazaj. Bolečine v telesu sem pripisovala utrujenosti, predvidevala sem, da imam kakšen revmatizem. Ampak, ko je ta utrujenost prerasla v to, da nisem več mogla opravljati vsakodnevnih opravil, sem šla do zdravnika in v bolnico. Zaradi tega, ker sem že bila preveč izčrpana, bila sem zelo slabokrvna na začetku. In po dolgotrajnem, 9 dni je trajalo, da so mi odkrili diagnozo, diseminirani plazmocitom. To je bil zame šok, ker najprej nisem poznala te bolezni, niti nisem vedela, kaj to pomeni. In ko so mi povedali, da me čaka dolgotrajno zdravljenje, da morebiti ne bom živela več veliko let, rekli so mi mogoče 10 let več ali manj, tako so mi povedali, sem se sesula na začetku. Moram priznati, da sem bila čisto na dnu. To so take stvari, take informacije, take življenjske preizkušnje, ki človeka pretresejo do obisti, kaj ne? Tisti dan, ko sem izvedela za diagnozo, sem jokala cel dan. Zakaj jaz? Prehitro, vse se mi je porušilo, cel svet. In potem sem razmišljala, zdaj pa konec z jokom, zdaj pa gremo v boj. Pravzaprav sem vedela, da moram zaupati zdravnikom, ker oni imajo izkušnje na tem področju. Oni delajo z bolniki, znanje, strokovnost. In potem sem se začela zdraviti in res sem poslušala vse, kar so mi rekli. Upoštevala sem vsa navodila zdravljenja in se začela zdraviti. Moram pa priznati, da sem nekje notri v sebi vedno čutila, da bo vse okej, da bom zmagovalka, verjela sem v glavnem, da to ni noben konec. In še bolj kot prej, ker prej sem mogoče pozabila na to, sem začela vsak dan posebej ceniti. In vsak trenutek posebej. In več nisem razmišljala, kaj bo čez leto dni. In tudi danes še tako razmišljam. Danes je zame pomemben dan in si ga hočem čim bolj zapomniti in želim, da bo prijeten. Ne obremenjujem se več z malenkostmi, ni mi pomembno hitenje, ni mi pomembno materializem. Pomembno mi je, da živim in uživam v življenju. To mi je najbolj pomembno. Kako pa vam je uspelo najti tisto skrito notranjo moč, ki človeku pomaga premagati bolezen? Kdo vam je bil pri tem v največjo oporo in podporo? Vsekakor družina. Družina, prijatelji. Čeprav sem nekatere z boleznijo izgubila, sem veliko novih pridobila in to predvsem v društvu, kjer delimo podobne izkušnje. Večinoma smo dali neko podobno zgodbo skozi naše zdravljenje. Tako da Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije mi dejansko veliko pomeni, smo kot ena velika družina. Tako da, v glavnem, nikoli nisi sam, ko si enkrat v društvu. Nikoli. Tako da, ja.